Zdravo! Danes bomo pripravili zelo enostaven, predvsem pa zdrav recept. Solato iz kodrolistnatega ohrovta in predno skrimžite obraz, mi zaupajte in dajte mi priložnost, ker ta recept je res zelo okusen. Naredili bomo čisto svoje krutone. Krutone kar iz babičinega pisanega kruha. Zakaj pisan kruh? Zaradi tega, ker je narejen iz ajdove, pšenične in koruzne moke. Tole zdaj čisto enostavno narežemo na kocke. Prestavimo naše krutone v ponev. In ko začnejo cvrčati, zmanjšamo ogenj. Dodamo še ščepec soli, ščepec paprike v prahu. In zdaj medtem, ko se krutoni pečejo, lahko nadaljujemo z našim kodrolistnim ohrovtom. In to zdaj samo narežemo na čim manjše koščke oziroma kolobarčke. Zdaj pa zelo pomemben korak. Kodrolistni ohrovt bomo masirali. Ja, prav ste slišali. Kodrolistni ohrovt je zelo grenak, zato ga moramo dobro zmasirati, da to grenkobo spusti. Prelijemo z olivnim oljem. Dodamo še malce limone, lahko tudi kisa in pa spet sol. Dodala bom tahini. Tahini je sezamova pasta. Eno jušno žlico in to zdaj dobro zmasiramo. Po nekaj minutah bomo videli, kako je postal kodrolistni ohrovt mehak, skrčil se je in ga lahko kar prestavimo na naš servirni krožnik. Jaz bom dodala popečene orehe, lahko dodate tudi kakšne semenke, še granatno jabolko. Prelijemo spet z olivnim oljem. In takoj, ko vidimo, da so naši krutoni spečeni, dobijo tako lepo zlato barvo, jih lahko dodamo po vrhu. Sezonski recept, najboljše kvalitetne sestavine, čisto v mojem stilu.